Ja, in lep pozdrav. Zdaj, seveda se spodobi, da se čisto na kratko predstavim. Nekaj obrazov prepoznam. Hvala, da ste spet prišli. Najprej sem tudi starš. Moja dva sta že taka, da morata po Gorenjsko plačevati za toplo vodo. Ne? To ni hotel mama. Je še hotel, ne? Ampak je treba plačati. Ni tako, da bi mama vse plačala ali pa ata. Ne? Drugo, kar je področje, s katerim se ukvarjam, je obnašanje, vedenje in tisto, kar je na to vezano. Predvsem tudi, kaj narediti, da bi se nekdo drug obnašal tako, kot jaz želim. Ne? To se pravi, če imam jaz otroka, če imam vnuka, če imam učenca, če imam ne vem, nekoga drugega pred sabo in mislim, da je treba nekaj postoriti, da bi ta oseba morala nekaj postoriti, kako naj se jaz obnašam, da bo ta oseba res storila. Namreč zelo dobro se zavedam, da drugih v nič ne moreš prisiliti. Občutek imaš, da si jih, pa ne drži. Nadzor imaš vedno samo nad sabo, nikoli nad drugimi. Če misliš, da ga imaš, to je utvara. Da pa dobiš nadzor nad drugimi na tak način, da sam deluješ tako, da ti ali da ti sledijo ali prisluhnejo. Kaj naprej? Čer, kar veselo. In vzadej, še tle spredaj. Tukaj ni nevarnosti, da bi tako kot v kakšnem gledališču ostali del predstave, tisti, ki spredaj sedite, tako da si lahko oddahnete. Ne? Ja. Kje smo ostali? Pri nadzoru, hvala. No, evo, nekdo ne posluša, evo. To so ene take drobne stvari, recimo, s katerimi se ukvarjamo, ne. Kdaj pa to reči, mnogim ljudem bi bilo strašno narodno vprašati, joj, kje smo ostali in bi zdaj, pa za hip res nisem vedel, kje smo, ampak tako dobiš tudi informacijo, zdaj vem, aha, gospa sledi, če ne bom vedel, njo vprašam, ja. Hočem reči, tudi če so popolnoma neznani ljudje, hitro najdeš nekoga, s katerim lahko na nek način sodeluješ oziroma veš, da sledi, kadar delamo z otroki s posebnimi potrebami, potem rečem ponavadi bi šli do kolen v čokolado, če bi bilo treba. Čez nekaj časa, ne takoj. Čez nekaj časa pa, ko te spoznajo, ko te lahko sprejmejo, ko ugotovijo, da imaš približno iste vrednote, kot jih nosiš sam ali pa uporabljaš ali pa ceniš. Ko sem se ukvarjal s temi pregovori, toliko jih je. Težko jih je izbrati. Druge pustiti pri miru, nekaterim se posvetiti, si vzeti čas zanje, pa res temeljito premisliti. Še posebej tisti, ki so najbolj bogati, ki največ skrivajo v sebi, ponavadi zelo malo besed, in so že včasih veliko opisali, danes pa še sploh, ker je življenje še toliko bolj raznovrstno. Pa da ne bom preveč v teoriji, pojmo kar na prvega. A nekako je resničen. Kako na kratek način pove, da tisto, kar vidiš, če boš iskal samo napake, sigurno te bo skrbelo, zanesljivo te čakajo hude, težke misli, težava bo s spancem, težava bo z duševnim mirom in tako naprej. Pa to nekateri ljudje počnejo. Ves čas samo iščejo, kaj bo narobe. Recimo, kakšni, ki kdaj pridejo na tole predavanje. Kaj boste opazili, ko pridete domov? Tisto, kar je narobe, ali tisto, kar je prav? Kar je narobe. A vidite, to počnemo. Lahko 5-krat prebereš pregovor. Je treba precej samo nadzora, samo sebi razmišljati in videti, kaj se da iz tega narediti. No, to je zdaj ta pregovor večkrat bolj v barvicah, pa malo na otroke narejen. Dejstvo je, da res vsakdo od nas ima največ tistega, kar zbira. Zdaj, če zbirate lepe kamne, imate malo kup peska v hiši. In če zbirate prtičke, imate kup papirja v hiši. Ne z enim, ne z drugim ni težav. Težava je, če vi zbirate,
recimo kamne in se potem razburjate, da nimate papirja. Točno o tem govori ta pregovor. Tisto, kar zbiraš, tisto, na kar si pozoren, tisto boš imel. Naša pozornost. Dostikrat ne razmišljamo o tem, kakšna je naša pozornost, pa kakšna je naša koncentracija, malo pomešamo dve stvari. Koncentracija tudi takrat, ko hočeš biti pozoren, ko se moraš zbrati, ko to je neka kratkotrajna stvar, si na neke stvari pozoren in potem nisi več. Tista splošna pozornost, tam pa ne rabiš nobenih miselnih zahtev, pa vseeno opaziš. Recimo, če ste bodoča babica in greste v trgovino, boste zanesljivo v trgovini opazili vse nosečnice, ki so tam. Drži? Točno. Ali pa vzgojiteljica, ali tudi ravnatelj, verjamem, da ravnatelj vrtca opazi vse nosečke. To ti je del poklica. Pri moških še drugega ne. Greš, kupuješ avto in izbereš neke barve, rečeš, takih pa ni, tudi enega še nisem videl. Ko se zapelješ z dvorišča, vsakih 100 metrov pelje tak mimo. Zakaj? Zato, ker si na nje pozoren, prej pa nisi bil. So bili, ampak jih nisi opazil, zdaj jih pa opaziš. Ta naša pozornost na preprost način deluje. Zdaj, dostikrat, kadar vzgajamo otroke ali pa vnuke, želimo, da bi bili na določene stvari pozorni, pripravljamo jih pa tako, da bi pravzaprav otroci morali biti zbrani. To je pa naporno. To je napor, da se skoncentrirajo. In ne more iti drugače dobro skozi, kot da jih pripravimo počasi do tega, da so stvari toliko, ki jih želimo, da bi bili na nje pozorni, da so toliko pomembne, da so za njih toliko zanimive, njih osebno, potem jim ni treba več biti zbran. Potem je dovolj, da so pozorni. To je en tak prenos vrednot, ki se zgodi, seveda prenos. Mi bi radi, da bi šel prenos vrednot z besedami naprej. To se ne da. Bom povedal en kratek primer. Doma imajo dva otroka, enega, ki hodi v prvi razred osnovne šole in 3-letno Ančko. Ta Ančka je velika umetnica. Ona vzame suhe barvice in po steni. In jasno, starejši brat, recimo, da je Miha, reče, mami, Ančka pa spet po steni barva. Mama preteče Ančko, obrne ne smeš in ji pove celo litanijo. Zakaj ne sme po steni barvati, 3-letni. In ta mala pol seveda, kot da nikoli več ne bo šla. In samo, da je konc kontrole view, nazaj. Kaj se zgodi, ko čez par dni se ata odloči, da bo prebelil to steno, ker zdaj pa že toliko gor, da to ni za nikamor. In pride ta starejši pobed, reče, ata, jaz bi tudi pomagal barvati steno. In ata reče, se na vse zadnje morava res, temeljito morava zaščititi, pol pa kakšne škode ne moreš narediti. In se tako zgodi, da ravno tisti del stene, ki je spodaj, se veste, če boste gospode z otroki, kdaj to delali, spodaj morajo otroci barvati, ker oni so že dole. Ja, ki ni treba dole se držati, Torej, on to pobeli, skupaj z očetom, pospravita, se usedeta, pogledata, koliko je fino. Naslednji večer, otrok, fant se tam igra, Ančka z barvicami. In preden pride do zidu, on jo prime za rame, pa jo zasuče, pa je reče, veš, zdaj pa pobeljeno, zdaj pa ne smeš tukaj gor barvati. S tem, da mu tega nihče ni naročil. Nihče mu ni rekel, da ne drugače ravna, kot je ravnal prej. Ker se je vrednota prenesla se je z delom. On je vložil nekaj truda v to. On je videl, koliko je ata vložil truda v to. Da stvar ni čisto preprosto, da je treba se zaščititi, da je treba orodje oprati, pa še delati, ker je fino. In ne bo. Ne sme zdaj ona naenkrat spet barvati po tistem, ker to je zdaj vredno več, kot je bilo še en večer prej, ko je bilo vse pokracano. Dejansko otrok prepozna vrednote, ampak jih prepozna skozi delo, ne skozi besede. Mi jim lahko govorimo, ampak tukaj noter, tukaj ven,
To je tako skoraj, kot bi žena možu govorila, veste. Za doma imaš dva ušesa. Ja, seveda, dva, da gre not pa ven. Zdaj, ko smo ravno pri razlikah s komunikacijo, kako grejo pa pri ženski informacije, pri moškem, smo že ugotovili, tukaj noter, tukaj ven, ne? Pri ženski gre tukaj noter, pa tukaj ven. Pa tukaj ven, pa tukaj ven. Ja. Glejte, vsi mi imamo možnost izbire, samo vprašanje, ali jo bomo udejanili, ali bomo to v resnično življenje spravili, tisto vsakodnevno. Ali mi še zmeraj kar takole zagomazi, ko vidim, kaj vse je narobe, ali pa se potrudim in najdem nekaj, kar je prav in se začnem o tistem pogovarjati, začnem o tistem govoriti. In se lotimo potem skupaj, kot to je na običajno delo in uredimo tisto, kar ni prav. Tudi to je možnost. Ampak vprašanje, kdaj si bomo vzeli čas? Ta gospod čas je hud gospod. Res nam kar dobro vlada, ne? Ves čas. Pomaga, če vzamemo napake kot izkušnje. Zdaj, Američani so si izbrali drugo pot, rečejo, napaka je izziv, torej kako drugič narediti boljše. Ne? Za nivo otrok jaz predlagam, da je to ena izkušnja. Čisto normalno je, da otroci ne uspejo vsega prvič narediti prav. Če se spomnite, ko ste bile gospodinje, mlade gospodinje, ko ste prvič potico pekle, no takrat je tista skoraj vedno precej dobro uspe, ker je zelo natančno po navodilih narejena. Pol, ko začne mečkeno človek eksperimentirati, pol je pa vse sorte potica. No, reče se, že še tako zgleda, pa ne več tako, ne? In ena pomembna informacija, o kateri nam govori tale pregovor, pravi, išči napake, torej danes jih išči. In zdaj to počneš, če boš to počel danes, moraš urediti stvari tiste, ki so se zakomplicirale. O tem danes bomo še rekli kasneje pri enem drugem pregovoru, ki ga zelo dobro poznate. Kaj pa pomeni v teh časih tisti danes? Ta je tudi original slovenski, a ne kako je luška. Kar pomeni, meje morajo biti jasne. Če meje niso jasne, zmeraj prihaja do prepirov, do krega, do ne vem do česa vse še, zato ker če meja ni jasna, misliš, da delaš prav, pa ne delaš prav. Oziroma oni drugi misliš, da ne delaš prav, kar je ista figa. Če on misli, da ne delaš, ali pa če misli, da dejansko, če govorimo o zemlji, da po njegovem greš z matiko ali pa z ravnico, če on tako čuti, če misli, tudi če nima prav. Dokler ni popolnoma jasno, on zase ima prav. In se počuti oškodovanega, prizadetega, premalo spoštovanja, cenjenega in tako naprej. Dobro me je zato res zbližuje. Pri otrocih so tudi zelo pomembne meje. In kaj se sme in kaj se ne sme. En krasen primer, kako postavljamo meje, da ne gredo čez mejo, že majhni otroci. Gre tja, kjer čemu se noben otrok ne more izogniti, to je hrana. Kadar lahko, kdaj jim začnemo dajeti otrokom izbiro, pa kdaj so otroci odgovorni že za svoje ravnanje. No, odgovorni so, kadar začnejo ločiti Milko od Gorenke. Ko zna ločiti dve čokolade in se odloči in hoče to pomeni, da že lahko izbira. In tisti hip se mora soočiti z izbirami, ki jih naredi. Mnogi starši jih seveda te izbire mi tako predrugačimo, da otroci ne dobijo posledic. Recimo, da mu rastejo zobje in ima občutljive dlesni in otrok izbere čokolado in vi zatipate, da so noter celi lešniki.
tole se ne bo dobro končalo, že vnaprej veš, ne, bi bilo boljše bila ona puhasta Milka, ne zaradi dlesni. Če jo hoče imeti, na vsak način je izvoli. Ne? In bodo seveda težave. Kolikokrat bo še tako čokolado vzel, dobi izkušnjo in ve, da in enkrat, ko bodo zobje zrasli, ko bo imel močne zobje, krepke, dlesni, in se bo spomnil, koliko je bila drugače, dobra tista čokolada, samo težko jo je jedel, a ne? In se bo odločil in bo izbral spet tisto morda. In bo ugotovil, da zdaj je pa drugače. Ampak to mora samo ugotoviti. Soočiti se mora s posledicami. Da pa ne gre čez mejo, pa starši odločamo. Ja, primer, ki ga lahko povem tak kratek, recimo otrokov zajtrk. Če ste doma, pa otrokom pripravljate zajtrk, v hladilnik, če odprete, a ne toliko vele blagovnica. Ne pri vseh družinah, ampak marsikje. No. Če sta 2-3 stvari noter, ki jih otrok lahko zajtrkuje, potem izberem 2. A smem bi sam nekaj vprašati? Izvolite. Se vrnemo nazaj, glede na to, da se izbere čokolado z mlečnike. Kaj pa ta variant, recimo, da mu pač poveš, da ta čokolada je sicer v redu, tudi ne z mlečnike, ampak da ima pa težave z zobmi, da bi bilo bolj da on vzame. Kaj je to narobe? Vi ste mu dali na svet, ne izkušnjo. Ja, seveda. Dajte mu izkušnjo, ne na sveta. Ja, sem ta... Belit mora, ne pogovarjati se o beljenju. Zakaj bi, recimo, ne razumem, zakaj, če samo povem, kaj, ni dobro, ne, te bo zelo bolel. Ne bo razumel pred rekli. Pri 5 noče. Ne proba. Izkušnja je ključ. Izkušnja, osebna izkušnja. Nič ne se nauči. Potem jih pa lahko je. Potem pa nima težav. Ja? Ne, recimo, ne vem, recimo vse posod plazi, pa je že velikrat padlo. Ja, in še. Pa še plazi, pa še popada. Ja. Pa se nič ne... Ja, kaj narediti, če imate, recimo, res mora se soočiti s posledicami svojih odločitev. Če ga mi vsega obvarujemo in ga vedno ustrezno, mi ga usmerjamo, preden otrok sploh dobi kakšno izkušnjo. Glejte, preprosta stvar. Včasih smo takole, ko so bile zunaj igrala, vrtci, šole, si se usedel na les in si čisto pri miru sedel. Zdaj pa otroka vidiš, takole delajo. Sveda, ker mora biti vse, mora biti obrušeno, če ne boste pa šolo ali vrtec tožili, ne? Da je otrok dobil Iberi vrit, ne? In otrok se ne nauči v takem okolju, da če prideš na les, ki je zunaj, ki je trajno zunaj, da se moraš usesti in obsedeti. Se pač ne bo naučil v vrtcu, se bo naučil enkrat, ker ga boste peljali ne vem, na pokluko, se bo naslonil na tisto ograjo in bo dobro, če ne bo še že bil zraven. Ne? Zato je boljš, če se pravočasno nauči. Ne, mi ga želimo obvarovati vsega, vsakršnih pravzaprav izkušenj. Ne? To je prehudo in nekateri otroci so vztrajni v svojih aktivnostih. Nam se zdi, da je to huda stvar, če se malo potovče ali pa tako. Večina otrok to ni nič. Zdaj je nekaj povedal, ker babic sigurno ne bo presenetilo, ta mlade mame pa. Skoraj vsi dojenčki vsaj enkrat padajo z mize na tla. Ampak to je živa groza, ko pomisliš, da se to zgodi, ampak večina jih je padla. Večina jih je padla. In se ni nič zgodilo. Ne? Niso narejeni za metanje na tla, ampak prenesejo pa marsikaj. A veste, marsikaj prenesejo. In tudi manjše poškodbe, ob katerih zajokajo, jih včasih traja rabi veliko izkušenj, da odneha. To raziskovanje je tako sladko, mogoče bo jamar, veste, mogoče bo, ne vem, kam ga bo nesla pota, ne? A bo plezal po gorah, ali bo se, ne se sem, ali plezaš dol, ali plezaš dol, med jamarjem pa med hribolazcem, samo v tem razlika, kam začneš, najprej gor, pa pol dol, ali pa najprej dol, pa pol gor. Seveda, samo v tem je razlika, ne? Ko je izkušnja dovolj huda, se otrok sam ustavi. Na nas je, če ugotoviš, da naenkrat hoče dobiti izkušnjo, ki bi, da vem, če bi videli, da bo padel še 4-metrsko betonsko škarpo, pol bi ga pa seveda ustavili. Temu se pa reče obvarovanje, varstvo otroka. Tisto varstvo, ko najdeš varuško, da ti ga pali, da se to ne zgodi.
ko zaleze v koprive in podobne stvari. Poveš, lahko ga opozoriš, pazi, to so pa koprive, ti naleteli ste, bod pozoren, to peče. Ja, se vidi, ja, mora dobiti izkušnjo. Včasih so rekli, kaj pa rev, me ne boš imel, ne? A drži se, spomnite tega, če so le od kopriv v otrocu pečeni, ne? Če se vrnem nazaj k zajtrku, res upam, da v veliki večini hladilnikov je toliko robe noter, da lahko ponudite 2 stvari, pa je še 3. In če rečete otroku, bi danes jedel kruh pa mleko, ali bi pašteto namazal, v hladilniku imate pa še skutni namaz, in otrok reče, nič ne bi. Nič ni na izbiro je mleko pa kruh, ali pa kruh pa pašteta. Jaz bi čokolino. Čokolino ni na izbiro, niti ga ni zdaj v hladilniku. Pol bom pa skuto. Ja ne, skuta ni na izbiro, ta namaz. Na izbiro je mleko, na izbiro je mleko pa kruh, na izbiro je pašteta pa kruh. Kaj boš? In potem izbere nekaj od tega dvojega. Pomembno je, da mu ne pustite, da izbira zunaj ponujenega. Meje, to je tisto, kar je dovoljeno. Te meje so zelo enostavno postaviti. Tisto, kar se sme, to so meje. Zakaj pa ne celo čokolino? Zato, ker je šel čez mejo. Ven je šel. To je tako, kot če otroku postavite, recimo 4-letnemu mu date tricikl, in mu rečete, tule na dvorišču vrata zaprete, se lahko voziš, na dvorišču se lahko voziš. In on se vozi na dvorišču in znotraj tega, kar ste vi dovolili, je vse prav, je vse v redu, ne? Kjerkoli se vozi, je v redu. Če pa on stranska vrata odpre, in je tam, sicer je še vedno navarna, ampak obstaja možnost, da bi se po sosedovem travniku do ceste zapeljal, je pa to že hudo narobe. Zato, da ima izbor znotraj tega izbora. Ne zunaj izbora. Če veste, da ima rad čokolino, če imate možnost, boste naslednjič popravili čokolino in bo mogoče pa čokolino v tistem osnovnem naboru. A boš čokolino, a boš skuto, večina otrok bo rekla čokolino. Ja ne, vsi nimajo radi sladko, veste, eni nimajo, tudi nimajo radi, so tudi taki. In znotraj tega mora ostati. Delamo hudo napako, v času kosil. Kosilo, gospe, gospodje, kadar skuhate kosilo ali pa toplo večerjo. To ni navaden obrok. Najprej o tem, kaj se bo kuhalo za kosilo ali za večerjo, če je to kuhan obrok, otroci nimajo kaj odločati. Jih ne spraševati, kaj skuhati. To je za zajtrk, za enostavne obroke. Za malico ga lahko vprašate. Tam se uči meje. Kosilo, ki ste ga vi pripravili, to je darilo družini. Drži? No, in na darili se nič ne zmrduje. Ja, pa vse se lahko otrok zbere, bi lahko danes jedel, ne vem. Ja, kaj se zgodi? Izbiral bo 4 stvari. Pica, špageti, meso v drobtinah, palačinke, tisto, kar imajo v vrtu, čufte, recimo. In konec. Ja. Lejte, otrok bo izbiral, kaj bo otrok izbiral? Tisto, kar bi mu zdaj ta hip najbolj godilo. Kaj bo izbral za kosilo? Tisto, kar ga bo mu podrdilo najbolj ga pomiri tudi hrana otroka. Se veste, da ga pomiri. In izbira hrano, ki ga pomirja glede na težave, s katerimi se sooča. In mnogo otrok svoje težave, namesto da bi rešili svoje težave, ne vem, sošolci se kregajo, pa je kar tiho, pa kar pusti, da ga pehajo sem in tja, namesto da bi tukaj kaj ukrenil, rajši doma pri mami naroči palačinke z veliko čokolade, evrokrema in smetane in se s tistim sladkim potolaži. In vi ste postali instant nadomestek njegove akcije, postaneš tem. In če niste pripravljeni skuhati čokolado, vam bo očital, da ga nimate dovolj radi. To pomeni, da že vas uporablja za terapijo, če vam to reče.
sam sebe terapira torej s hrano, ampak pazite, to je nadomestno ravnanje. In v tem nadomestnem ravnanju bo potem, ko odraste, najde drugo nadomestno ravnanje. Ker je lahko, nimaš me dosti rada, s prijatelji v gostilni se dosti boljš počutim. Ali drugo nadomestno ravnanje, jaz ne moram zdaj s temi malenkostmi se ukvarjati. Veš, koliko imam jaz za delati v službi, jaz sem odgovoren za uno, drugo, tretje, tudi deloholik, nadomešča nekaj. Eno je biti deloven, odgovoren, drugo je nadomeščati svoje težave s tem, da delaš. In se izogibaš soočenju s svojimi težavami, ki so v tem primeru največkrat doma. Gor plačajo v vsakem primeru otroci. Žena včasih, če je to moški, in obratno, da ne bi mislili, da ženske niso take. So dobre poslovne ženske, kot tank. Ne odneha, mislim, res je, se je treba kar odločati, a ne, v tem svetu se ene odločajo, da bodo pač, to je njihova, tak vprašanje, kaj jim manjka, ko so stare 45 let, kaj pa potem, a ne, marsikaj. Torej, če se vrnem nazaj k kosilu, kosilo je darilo, o darilu se ne govori grdo, o tistem, ki je darilo dal, se ne govori grdo, torej, če otrok reče, bljak, tole si prepravljate, tiho, takoj mu rečete, tiho, otroku je treba ukazati, ne ga prositi, naj bo tiho, najlepše govori, ker s tem, z besedo prosim, ste ga že enkrat peljali na let. Takoj, ko ste jo uvajali, ste ga učili otroka. Če boš rekel, prosim, pa dobiš. Učili ste ga skozi prakso. Mama, a mi daš eno politanko? Manjka čarobna beseda. Mama, prosim, a mi daš politanko? In jo je dobil. In je dobil občutek, da s prosim dobil vse. Ko se je do dobra navadil uporabljati prosim, ste vi ubrali drugo taktiko. Pravila ste zamenjali brez napovedi. In če je rekel, mama, kupi mi prosim motor, ste rekli, ne. Kljub temu, da je otrok rekel, prosim. In je spoznal, da če nekdo nekaj prosi, če reče prosim, to pomeni, da to ni obvezno. To je lep način, ni pa obvezno. Ta, ki je bil zaprošen, ta se odloči, bo ali ne bo. In če vi rečete otroku, prosim, nekaj se igrati, pospravi kocke, da bomo jedli, bo ali pa ne bo, in ima prav. Tako ste ga učili skozi življenje. Ja? Zato ukazati, treba je ločiti, kdaj ga prosite in kdaj otroku ukažete. Pa ne se bati, če otroku ukažete stvari, da ga bo zato treba k psihiatru peljati. S takimi manevri, kot je bil tale, prosim še na 4-5 takih manevrov, bo pa res tako zbegan, da ne bo vedel več kako in kaj. Takrat bo pa res treba strokovno pomoč. Zdaj znajo tako reči, da sem ti rekel prosim, ne? Ja. Zakaj to? Tako sem ti rekla, zato ker sem ti jaz tako rekla. Naučimo jih in to je nevarno potem zamenjati pravila. To delajo gospe v trgovini, to tolikokrat doživim. Otrok vzame medveda in ga vrže v nakupovalni voziček. In mama mu da, meje mu postavi, ne? Navidezno. Ona misli, da bi postavila meje in ga vpraša, a boš dal tega medveda iz vozička ven? In očitno mu postavlja dve možnosti. Da, ne. In otrok reče ne. In potem mama, ko soko in nami, drugo, tretje. In če dobro pogledate, boste videli, otrok ni užaljen, je ali prestrašen ali pa zmeden. Dejansko ne ve, kaj je narobe. Ker to je približno tako, kako? Začne pa trmariti. Seveda začne trmariti. Začne tako, zakaj? Zato, ker je izbral legalno možnost in ni bila ta prava. Kako bi se obnašal vaš mož, recimo, če mu vi rečete, poslušaj, kaj ne danes pripravim? Imam dve možnosti, da pripravim za večerjo, tamle imam motovelc pa jajca, imam pa drugo možnost, imam še filane paprike, imam tamle, bi lahko samo pogrela, kaj bi zdaj ti za večerjo. In mož reče, pa danes pa bi motovelc pa jajca. In vi začnete na njega opiti. Mislim, kaj si zdaj to izbral? To je identično. Normalno, da bo začel trmariti. Ja.
če trmari, seveda je treba vedeti, kako z njim ravnati. Ja, in z možem in z otrokom. Ja. Fino pa je, če veste, kako se je stvar začela. Ne? Ja. Tega je polno. Tudi odločamo se hujšati takrat, ko se naješ. In ko je voziček nakupovalni poln nečesa. Samo še tole v skrini imamo, kruh je toliko tega, pa klobase smo odpravili. Ne vem, kaj še vse, bomo pa hujšali. Ja, figo. S tem, da vemo, natančno vemo, kaj je prav. Vemo, kaj bi mi radi naredili, vemo, kaj hočemo narediti, ampak ponavadi tega ne storimo. Zakaj? Zato, ker rajši delamo tisto, kar nam paše, ne tisto, kar je prav. In ne paše nam. Teoretično je fino, ne? Post je prima stvar za nekoga drugega. Ne? Namen posta danes ali nekoč, dva sta bila, ne? Eden je bil, da en toliko je bilo hrane za čez celo leto in če so bili prazniki in se je takrat pojedlo več, se je potem nek čas moralo pojesti zelo malo, da se je preprosto izšlo. Ne? Tako da je šlo skozi prvo. In drugo, ko je bilo vsega preveč, telo terja svoje, telo terja čiščenje in to je post. Tako da oni posti, a veste, ki jih ženske izvajajo, včasih tako rečejo, ne vem, bom pa enkrat na teden, jaz bom pa ob sobotah na vodo, pa na luno, pa ne vem, take stvari, a veste, ob sobotah ne bom samo vodo pila, nič jedla. To je 50 dni na leto, teoretično bi seveda morala skušati. Ampak nič ne pomaga, ker od ponedeljka do petka in že v nedeljo veselo papa, ne? Ker računa, da bo tudi tako soboto hujšala. In z tega ni nič. Zato so bili tisti posti, ki so bili res zapovedani od do, to res pomaga. More nekaj dni trajati, da pride vse skozi cel sistem, prebavni in tako naprej. Če gledaš samo ta biološki del stvari, da ne rečem, da ob tistem pomanjkanju vsega, kar se tudi ne moš potolažiti, se veste, če ni čokolade, je tudi navadni kruh dober, ne? Ja? Ko si res lačen. No, za naše otroke bi bilo fino narediti post. Vam kar povem, pošteno povem, da bi moral to biti en projekt, ki ga bi vsak vrtec imel. Zakaj? Zato, ker večini jim še nikoli ni padel cukor pod 6. Ker so toliko nabasani, nafutrani s hrano, dejansko ves čas imajo ogromno bele moke, ki gre, to je škrob, to gre tik-taki iz tega sladkora, ne? Kadarkoli je kaj narobe, če hočejo kaj dodatnega pojesti, ne? Malo družin danes dela na tem, da bi dokler se le da otroci ne uživali sladkega, ali pa zelo sladkega, ne? Da ni to edini okus, ki ga poznajo. Čeprav je problem z drugimi okusi, ker sladko začuti šele, ko da poje skoraj dol in zato prej poje in pa čuti, da je sladko in je zelo vesel in koliko je dobro to, ne? Če pa mu daš kaj kislega, čuti tule, da je kislo. Zelo mečkim se da, dojenčki se da krasno. Pogledajte si na internetu, kadar boste imeli priliko, napište malo na YouTube, greste pa napište dojenček pa limona, boste videli, kaj dobite ven, nekako se kremžijo. Ampak ne odneha, probah še enkrat, ker je dovolj zanimiv okus. Ga ne izloči kot slabega, kot nemogočega, ne? Pač pa, če jim pa sol date, pa... Ne? Preveč vsega je pa seveda, vsaka stvar je stopina, tudi z vodo se lahko zastopiš. Tako da jaz mislim, da bi bil, dejansko bi bil smiselen post tudi pri otrocih. Bi bil smiselen v nekem obdobju, zdaj po praznikih in tako za vse, čez in čez, sam bogi trgovci. Pa mi bo pa v denarnicah post, ker smo se razvadili in kupujemo vse sproti.
mnoge stvari se ne hranijo, tako kot je bilo včasih. Zdaj, čisto mlade mame se ne spomnite, od tiste, ki imate pa že najstnike in večje, se pa morda še spomnite, ko se olja ni bilo in podobnih stvari, ki se je kupovalo na zalogo, ne, in ta nova flaša odzad, ta zadnje spredje je bilo vse po vrsti, kot so hiše v Trsti. Je bilo treba premišljeno ravnati v življenju. Ne. Zdaj ni treba, zdaj greš in kupiš in vsak hip dobiš na izbiro praktično dovolj, tudi v nedeljah in kadarkoli ti zmanjka. Ni problema. Težava bo, da zmanjkuje denarja. Ne. To je pa, zdaj roba je, včasih je denar bil pa robe, ni bilo, zdaj pa roba bo, denarja pa ne, seveda kar tovaren. Tovaren ni kapirale, samo trgovine so še. Otroke seveda učimo tako, kot delamo. Nekaj o navadah. Seveda se radi vračajo navade. Dva pojma poznamo, navaditi in razvaditi. To se pravi, da neko vajo tako pogosto delaš, da jo delaš iz navade, iz tega, ker si tako pogosto delal, da nimaš miru, če je ne opraviš, kot je recimo umivanje zob. Se usedete na posteljo, ko smate zobe in moraš iti zobe umiti, ne moreš drugače, ne? In če nimaš, se odpraviš nekam na pot in pozabiš zobno krtačko, mislim, kaj hujšega. Ne? Brez pižame se da, brez zobne krtačke je zelo, zelo težko. Ne? No in katere so tiste navade, recimo, ki jih mi pri otrocih vzgajamo, tale že, recimo, zobe, umivanje zob. Ampak tudi, če imate 12 let stare otroke, pri 10 let starih otrocih, 10krat po 365, 3000, pa prvih par let jim niste rekli, 3000krat ste jim že rekli, spad pet in gled, da boš umil zobe, tukaj jim starši krademo jim priliko samostojnosti. Vsakokrat, ko mu rečeš umij zobe, otroku ne daš prilike, da bi se sam spomnil. In zato, ko starše vprašam, pa čisto samostojno to bi delal, če bi bil dolgo časa sam. Ja, to pa ni zanesljivo. Seveda, ker ne vedo. Ker zmeraj rečeš in zobe umij. Lepo prosim, nehajte. Dajte splošno navodilo, spati se spravi. In se ve, kaj pod to gre. Ko bo šel pa spat, pa bo rekel, vse mi nisi rekel, da se Ko ga boste spravljali spat, ga lahko tudi vprašate, ja, veš, kaj je treba vse narediti? Je čisto dovolj. In to navodilo potem velja. Lejte, pri otrocih mi smo znani starši potem, da neskončno ponavljamo iste stvari. Kot da si otroci ne bi zapomnili. Otroci si zapomnijo. Treba je vztrajati pri izvajanju, ne pri tem, ne, mi pa vztrajamo pri naročanju. Na napačni strani smo vztrajni. Pri izvajanju vztrajaš tako, da ga kontroliraš otroka. Če ni drugček, pri prvočkih še gre, ker so še mlečni zobe, pri trečkih so že stalni, se tudi že da, ne? Če imate čiste prste in otrok res umite zobe, če potegnete s mokrim prstom škripa, potem veste, da so zobe umiti. Pa drugače tudi. Tudi. Jaz, da ne vprašam, samo popalnico, pa star 5 let, pa probam krtačko še mokro. Jaz sem če razmočen. Ja, ne. Vse ga gledam časih. Nego dva, ker je že prizgojeno. No, tako, gledajte, samo gre za to, da funkcijo nadzora starši opuščamo na žalost in prevzemamo funkcijo naročanja. Ampak to funkcijo naročanja, to lahko naredi tudi računalnik. To je nekaj, kar lahko kdorkoli opravi. Da otroku reče, da mu da navodilo in še to in to. Tako, ko ima telefon, ko ima svojo tablico zvečer ob 6, pa zobe umiti, ne, mislim. Nič posebnega, ampak a bo zato šel zobe umiti, ja ne bo. Otrok mora vedeti, da bo zadeva kontrolirana. Če bo prekontrolirana, jo bo opravil. Seveda, tudi takrat, ko še navada ni popolnoma oblikovana. Od 100 naprej, od 100krat, 100 ponovitev naprej se začnejo navade oblikovati. Za kolo voziti, precej posnetkov so pošteli, koliko rabi otrok, kolikokrat napačnih in takih. 800krat se lovi in potem se spelje, 800krat. Enako število za plavanje.
da žabico recimo, da je ustrezno. 800 ponovitev mora biti pravih in potem je to osvojeno. Pade noter čez eno leto v vodo in plava ko žaba, ne, gre. Zelo preprosto, ne. 800 krat. No, se pa zračunajte, koliko to je. Ne? Traja nekaj časa. In ne naročati vsaki znova. Pustite, da misli svojo glavo. To je zelo... Je pa dobro kontrolirati, da pol otroku mogoče daš občutek, da mu ne zaupaš. Aha. Če mu kažeš. Tako da ne opazi, da si ja kontroliral. Glejte, otrok mora celo vedeti, da boste kontrolirali, zakaj. Mogoče vas kateri lahko, kakšna deklica vas zna vprašati, tam mi ne zaupaš. Vi boste mirne duše rekli, zaupam ti, vendar je stvar toliko pomembna, da moram preveriti. Poveste, da se vam, to je res dokaz, da stvar je res pomembna. Če se vam zdi umivanje zob res tako pomembno, potem morate to nadzirati. Tako kot če se vam zdi pomembno, da dela domačo nalogo. Jo morate pogledati, če jo je res naredil. Ne ga vprašati, a si že naredil domačo nalogo. Ja. Vedno bo isti odgovor, ne? Ali pa, kako je bilo v šoli? V redu. Cela Slovenija enako odgovarja. To pomeni mama, ata mirdaj, ne? Vse je v redu. In imaš občutek, da si otroka, se pogovoril o šoli, kako je bilo danes v redu. Če se vam to zgodi, treba vprašati, kaj je bilo pa v redu prvo uro? Ko boste pri tretji, vas bodo 10-letniki že zasliševali. Pa kaj me danes toliko zaslišuješ? Mislim, ne, a veste, kakšen policaj, ali mi nič ne zaupaš. To je eden od 5 načinov, da otroci odreagirajo, da te ustavijo, da omenijo, da jim ne zaupaš. To je pri najstnikih je tipično. Recimo, prvi način je, mama, ti meni ne zaupaš, če se hočete pogovarjati o fantih, pa o teh zadevah. Mama, ti meni ne zaupaš. Drugi način, posluš, mama. Mene pa moje prijateljice se o tem sploh ne zgovarjamo, ker nas to še čisto nič ne zanima. Ja, pa kaj še? Ta tretji način, mama, zdaj jih nalogo delam, zdaj nimam časa. Ta četrti način, ko vam vas otrok odpelje drugam, je, da te gleda debelo, nič ne reče. Mislim, zakaj me to sprašuješ? In pol človek tuhta. Da ne bom jaz s svojimi idejami o tem kvaril otroka, ne, da ni to prezgoden. Zato mojo punčko, ne, a veste, ta petega zdaj le, evo, ni ga. Vem, da jih je 5. Mogoče so mi spomniti. Res te stvari uporabljajo za to, da te ustavijo. Ne? Želijo imeti nadzor nad svojim življenjem. Nadzor nad svojim življenjem dobiš tako, da tudi tiste, ki so nad tabo, da jih lahko ustaviš, starše. In ustavite na tak način. Ne? Pri takem otroku, ki je pogosto jokal, a ne, vas ustavi tako, se debelo pogleda, da gor tiste bambijeve oči, do roba, veste, solze, zdaj se bo prelilo, jaz bo popustil, a ne, in ga gledaš in ti srce ne da, nehaš, ampak to je igra, ki je namenjena staršem, a ne. Mora biti publika, če bi sam bil takrat, ne bi tega nič bilo, če bi vi rekli, kar ste rekli in odšli, tega ne bi bilo. A ne? Tudi on jok, ko teče, veste, tako le teče in kapla, od brade dol kapla. To je tudi za publiko. Problem je, če otrok tiho joka, jih tih lipa in ko pridete bliže, hočeš skriči tiste solze, ki so stekle. Takrat pa res nekaj boli, takrat ga res nekaj žuli. Takrat je lahko zadnje tudi fizična bolečina huda. Tudi pri fizičnih bolečinah, dokler otrok tuli, nič hudega. Ko utihne, takrat se je zabat. Takrat je res hudo. Sploh se bojimo, nasplošno se bojimo starši joka otrok. Pa to otrok, ki je rojen, to je znak, da je živ. Mi se pa bojimo, če bo zajokal, kaj bodo sosedje rekli, pa kaj bodo mislili. Ma naj si mislijo, kar si hočejo. Tisti, ki niso imeli otrok, tako pojma nimajo. Tisti, ki so jih imeli ali pa jih imajo, že razumejo, koliko je ura. Stvar je zelo preprosta. Ne se pustiti, mislim, ne kar presojajo, ne se ozirati na to. Žlahta zna biti tudi dosti oprna, no, če ste blizu stanujete, ne, je pa človek včasih po njihovem
po njihovih pričakovanjih vzgaja otroke. To je res hudo. Smo nagnjeni k temu. Recimo, če bi jedli doma bi jedli sami špagete jesti ali pa makarone, paradižnikovo omako, solato ste si lepo popravili, mogoče še kaj prelistate zraven, lepo v miru. Nekaj pride mož in pripelje 2 sodelavca. In odklene vrata, vi čakate, da bo on prišel, da bo vsi veseli in pol pridete še 2 sodelavca. Povejte mi, ali boste v trenutku segli po prtičku in se najprej obrisali in začeli lepše jesti, drži? Seveda boste. Zakaj? Zato, ker želite funkcionirati po njihovih pričakovanjih, ne po svojih. In tako včasih, nažalost, tudi vzgajamo. Po pričakovanju okolice, ne pa tako, kot bi jaz mislil, da je prav. Ampak vsak starši za svojega otroka, ta zadnjo in edino ta pravo merilo. Vsak starš za svojega. Malo se boste že zgledovali okrog po okolju, da ne boste ven štrleli že zaradi tega preveč, ampak da bi pa ne vem kaj prilagajali posebej zato, ker nekdo pričakuje, tako kot sem prej rekel, nekdo od žlahtnikov, ne vem, vaš otrok ima prav dober uspeh, firma vaša je slab stečaj, blagor vaši Ančki, zdaj bo pa odlična, ne? A je že odlična, zdaj, ko imaš čas in se z njo lahko cele dneve ukvarjaš. Prav voljo imate, ne? Brez službe, brez denarja, brez načrtov za naprej, brez vsega. Vse nimate volje. Niste tisti, ki bi lahko dali otroku voljo, da bo res odličen, ne? Kakšne navade, ki jih imamo, so tudi zgubile smisel, pa jih še vedno opravljamo. Za kakšne niti niso šle prav naprej. Recimo tole nevesto čez prah, ne? Včasih je tako hecno, ko vidiš, se priženi moški, ne? In prime nevesto in nese čez prah noter. Ne vedo, zakaj se nese nevesto čez prah. Nevesto se nese čez prah, kadar se nevesta priseli k tebi. Zakaj? Zato, da ji tašča nikoli ne more očitati, da je prilezla k hiši, ampak nevesta lahko reče, ni res, vaš sin me je prinesel. Zaradi teh odnosov, v resnici, zaradi teh odnosov, to je bil namen čez prah prenesti. Zdaj, zadnjih recimo par stoletij prej je pa prah pomenil dosti več, kot samo prah v hišo, kot vstop v dom, imel tudi razna mistična in tako naprej in s tem se je zadeva razvila. Zdaj pa res bilo dosti krat zato, da ni sama prelezla k bajti, brez vsega, ampak jo je vaš sin me je prinesel. Potem si spomnite, ne toplega kruha jesti, koliko je bilo to. Kruh mora počivati, kruh mora spati. Stvar je bila preprosta. Kruh je bil tako dober in še vedno je sveže pečen, da bi ga pojedli samega brez vsega in bi ga šlo bistveno več. Je bilo treba ohraniti kruh na ta način, drugače tista peka ni bila dovolj. Bi moral že enkrat vmes, recimo, na 2 tedna so 2-krat pekli, tako bi pa morali 3-krat, ne? Glejte, samo pekel sin je bil v resni nevarnosti, da bi imel težave z želodcem. Trebuček ne volil, če što po kruh jedel. Kadar so bili pa krofi, pa miške pečene, takrat smo, držati niso mogli, jedli so pa lahko. In mastno. Nima nobene, dejansko da bo trebušček volil, ni bilo povezano. Varoval se je kruh kot dobrina, ki bo treba počakati. Moral je ratati mečkeno bolj suh, pa mečkeno bolj trd, da se ga je primerna količina pojedla, ker drugače je šlo vse. Prav vse. Ta je luštna zgodba. Jo bom povedal, čeprav ni bila v načrtu. In ta zgodba prepoduje takole, Punca se je poročila in prvič pripravila doma ribe. Speče ribe in postavi mož in mož reče, kako pa da si ribam glave odrezala, pravi, pri nas smo to zmeraj tako ne. Ampak veš, jaz pojem tisto lička, tisto se tudi poje. Aha, v redu. Ampak ne razumem, zakaj si mi repe odrezala, to je pa najboljše pri ribi, ko je pečena, malo slano je in tako hrusta.
Ne vem, naša mama jih je tako pripravljala. Pa prav, mož vse greva jutri k tašči na kosilo, pa jo bo vprašala. In jo vprašata in ona reče, pa pojma nimam. Moja mama, babica se, boste šla po hruške, vprašajta, ona me je tako naučila, ona je tako delala, ne? In pridete tja in jo vprašata, pravi vnukinja, pravi, zdaj me pa mož krega, ne, ker se tako pripravljam ribe. Daj povej, zakaj se ribe tako pripravlja? Študira, babica, jo, seveda vem, prav, ko sva se jaz pa moj Lovre poročila. A veš, da nisem bila nobenega tako velikega piskra, da bi šla riba zreba? Ja. Med dobrimi in slabimi navadami, zdaj boste presenečeni, ni praktično nobenih razlik, kar se samih navad tiče. Enako so vztrajne. To je zelo dober podatek, da so dobre navade enako vztrajne, enako se rade ponavljajo kot slabe navade. Če so enako utrjene, pa polnoma enako. Samo mi imamo občutek, da slabe navade se hitreje primejo in kasneje gredo. Tako kot tudi, recimo pri otrokovi trmi, rečemo, kakšen je ta otrok. Če rečem, da je trmast, to itak ima pomen, to ima moja tašča prsta vmesa, ne? Če je trmast. Če je pa vztrajen, to ima pa pomen. Če je pa v nečem vztrajen in nas preseneča s tem, pa nam to ni všeč, pa rečemo, da je trmast. Ampak otrokova lastnost je popolnoma ista. Gre samo za to, kako mi njegovo predmet vztrajanja, kako ga ovrednotimo. In pol enkrat je trmast, enkrat je pa vztrajen, ampak otrok je isti, enak. In tako tudi s temi navadami. Dobre navade, tudi jih je težko, zelo težko izkoreniti. Kar pomislite, kako bi bilo nerodno zdaj nekaj zobe umivati vsak večer. Kakšen občutek bi to bil? Grozljivka, ne? Če imam marsičesa drugega, bi se prej odrekli do tega, ne? Zdaj, navade in razvade, če človek pogleda takole, kajenje, recimo, je ena od razvad niha, zdaj je spet nekaj manj, ne vem točno pri katerih, pri ženskah pa ne vem pri kateri starosti ga je spet manj kajenja, prej bilo postalno v porastu, alkohola je precej več, kot ga je bilo, prezgodaj se začnejo s telesno ljubeznijo ukvarjati, veliko prezgodaj, tega je vse več. Nažalost, osnovnošolci 9. razred in že prvi letnik srednje šole, marsikje, kot nadomestilo drugih stvari, ki jih niso dobili, pa bi jih potrebovali. In tudi zato, ker so vse drugo že dobili. Razen seveda tiste ta prave starševske ljubezni, tiste ljubezni, ki tudi zna reči ne. Toliko rad je zelo težko imeti otroka, da imaš in mu ne daš. Zelo lahko ga imeti toliko rad, da če imaš, da mu daš. To je najlažja oblika ljubezni. Tukaj ni nobenega truda zade. Če pa imaš in mu ne daš, in sam pri sebi se sprašuješ in tako naprej, in iščeš in kaj bo zdaj to dolgoročno, takrat, temu se reče ljubezen. Vse ljubezen ni samo čustvo brez razmišljanja, brez dnevnih dogodkov, otroci jo rabijo dnevno zvedeti, da so ljubljeni. Tudi kdo od nas nam kar paše, če zvemo, kdaj da smo, saj zaželeni, pri svojih partnerjih, možeh, ženah, pri sorodnikih in tako naprej, pri svojih otrocih, ko so enkrat toliko večji, pa da te oni objamejo in ti pokažejo, koliko te imajo radi. Lepšega nobeno vino tako ne prime kot isto, veste, si takoj vesel, v trenutku, ni takih tekočih vsebin, ki to razumete. Vsi ga poznate. Rana ura, zlata ura. Pri tem ne bomo pokukali malo, kaj to danes pomeni. Zato, ker seveda včasih je to po barvi, je bila zlata zaradi jutranje zarje, zaradi količine opravljenega dela, je bila zlata v konkretnem smislu,
ker če si zgodaj začel, si več opravil, ne? In seveda je bilo kot zaslužek, delo je bilo opravljeno in zaslužek je sledil iz tega. Ker je šlo dostikrat za delo, ki je bilo vezano na zunaj, na polje in podobne stvari, se ve, poleti, ne vem, 10 je že kar toplo, že kar greje, ne, se drugače dela kot ob 4 zjutraj. Zelo preprosto. Zato je bila to zlata ura. Kaj pa danes? Spet smo na začetku z rano uro. Danes rana ura pomeni pravočasno. Zarana, se poznate ta odgovor, zarana, to se pravi, dovolj zgodaj zjutraj to pomeni. In me včasih reče, kakšna mama z vrca, joj, naša punca toliko komplicira, ko odhajamo od doma, tak nam naredi celo štalo, pa veste, nimamo kmetije. In prav, kaj ne jaz naredim, prav, toliko je tečna in zoprna in ovira, da bi šli pravočasno od doma. Ja, zelo preprosto. Vstanite zarana, 10 minut prej dvigni rit po domače, in se mu izšlo. In se izide, potem sporočijo, ja, pozna se, izide se, ker mama ni živčna, ni že tisti prvi znak, veste, otrok začne svoj ta jutranji obred oviranja, mama da znake, a pa smo spet tam, in otrok s svojim obnašanjem potrdi, ja, spet smo tam. Kdaj se hodi spat dan danes? Veliko kasneje, kot se je hodilo nekoč. Tole je ena huda reč, o kateri zdravstvo še kar molči, mi ni jasno zakaj, ampak kar molči. Težava je tale, če greste vi zjutraj delati neko naporno, zahtevno delo, bodi si fizično, bodi si psihično, lahko kombinirano, čustveno, izjemno zahtevno posel, vas varuje ščitnica, vpliva na delovanje vseh hormonov in ste v jutranjem delu, v opoldanskem delu ste še obvarovani. Popoldan in zvečer pa ščitnica deluje bistveno manj. Tako da, če vas pošljajo na pregled ščitnice, probajte, če se da ta pregled opraviti popoldan ali zvečer. Bodo rezultati precej drugačni. Ja? Zdaj pa poglejmo sodobno mladino, najstnike, študente, kdaj se študira. To je tako, kot bi stali na dežju brez dežnika. Tvoj lastni sistem te ne brani, ker delaš v napačnem času. Treba pa vedeti, ščitnica nadzira delovanje vseh ostalih organov, ki ščitijo, se ne reče za manj. Pol pa kovša, uno, drugo, tretje, tle. Kako? To je par let, to je pač skrat počne, če imaš dopoldne službo, popoldne šola, kaj boš pa študira po noč? Ja. To je recimo čisto... No, vse te stvari se gor plača. To je par let, to ne traja, ne? Ja. Navadiš se, ja, in potem ti ostane v navadi. In zato mnogi starši vzgajajo netopirje. Starši grejo spat, otrok pa, takrat so šele v resnici mudni, najstniki, takrat je šele. In tudi kot netopiri, zelo tiho, veste, so zelo tiho, ker drugačni starši zelo tiho. Smo jih imeli kar nekaj na osnovnih šolah, otrok s takimi, zelo prideš in pol razreda tacga. In pol ena mama rekla, veste, to od šole, to je tako naporno. In pridem tja in ugotovim, nič, pri razredu sem bil celo dopoldne, eni spijo, eni tako, in smo se starši dogovorili na sestanku, da so en teden, so si našli malo uro, en dan ob 2, en dan ob 1, en dan ob 3, pa so šli malo prekontrolirati, kaj se dogaja v otroško sobo. Več kot pol so jih našli, vsaj enkrat v tednu, da je bil računalnik prižgan. Ja. Računalnik ni za otroško sobo, ker se ne more upreti, je toliko tega gor. To je tako kot čokolado, vse veste, otrokom ne pustite čokolado jesti. Ve, mame pa, imate v špajzi kakšno načeto, no? Povejte pošteno, a jo imate, ali mnoge, te so pokimale, se ni treba vam vedeti, katere, zdaj jaz vem.
Ja, lejte, eno je, eno druge učina, ne, sam pa delam mečkeno drugače. In tukaj pri vzgoji se to ne obnese. Pri vzgoji je zgled neskončno pomemben. Pomembnejši od vseh besed. Zgled. In da so del tega, kar se dogaja otroci. Ne. Opejmo še, tale mi je zelo všeč. Tole je tudi težava sodobne mladine, resnična težava. Zakaj? Ker nimajo takih delovnih navad, da bi si delovno mesto uredili. Niti učno mesto, niti če kaj pripravljajo, niti... Vse poznate, če je ta prava urejena gospodinja, ko je kosilo z juho, krompirjem, prilogo, mesom in solato, 5 riht, pa še sladica, 6 riht, ko je kosilo postavljeno, ima v bistvu vseh pripravljeno hrano, pa 2 piskra sta več umazana. Pa konec. Če je pa neorganizirana cela kuhna, naslana z nekimi krožnički, piskri in ne vem kaj še vse, ker ne zna. Tole počne, ne, razbrska vse. V trgovini vidim, kako imajo ljudje papir, jaz pogledam tuje denarnice, ja, toliko sem firča. Ko pridejo plačevati, če kdo plačuje z denarjem, zmeraj pogledam, kako ima denar urejen, pa ne zato, ker bi ga malikoval, ampak zato, ker pa nimaš pregleda, veste. Imajo na pol zložene, pa v kroku, pa zmečkane, pa vidiš kakšno gospod, vso fino, da ne rečem z kakšnega avta. Če je žena zvedla, da isto njen me bo ubila, ne smem povedati. Ne, pol tako je skladven poti denar zmečkan tako da noter. To mogoče tudi hoče pokazati, koliko ga ima, veste, ampak kakorkoli. Jaz verjamem, da je v njeni torbici enaka zmeda. In če je v torbici taka zmeda, jaz bi si skoraj upal trditi, se veste, ko ima najstnik pospravljeno sobo, ima tudi pod streho urejeno. Potem veste, ko ima enkrat začne urejati sobo, veste, da je tudi znotraj glave ima svoj red. Ima nek svoj red, ne? Igrače, dokumenti, ki so, kako so. Šolska torba in kasneje torbica, vse veste, kaj se reče za žensko torbico, je vse razen 2 stvari. Atomske bombe iz župnika, ki bi ravno mašo bral. Drug je pa vse noter. Marsi kakšni. In koliko to se brska in išče ključe. Ne moraš verjeti. En osnovni red, večkaj zmede. Veste, se ima vsakdo, lahko še tako urejen človek, pa ima nek manj predal, kjer so stvari skupaj, ki ne bi smele biti. Ga ima. Verjemte mi, ga ima. Ampak večino stvari pa vendarle moramo imeti en toliko urejene. En toliko. In veliko lažje je delati, če veš, kje imaš kaj. Če veš, kje imaš orodje. Se spomnite, kaj se zgodi, če kuhno v predale zamenjate, če ste pametni, ker rečete, zdaj bom imela pa nože tu, tele prtičke pa tu, nož z tistim vložkom za nože in vilice, premaknete predal sem, ker paše, in hodite še 3 leta tja nože iskati, ker ste oblikovali navado, in vam ni bilo zbrskano, pa ja se vem, ja tukaj, se vedno znova spomniš, kako je bilo, in koliko je bilo fajn to urejeno. Mene je žena sekirala, ko smo se vselili v hišo in si postavil, kje so žlice, kje so vilice, kje so noži. Največkrat rabiš žlico in nož, vilice manjkrat in so bile vilice na takem delu, ki je bil najmanj dosegljiv, rekla pa, zakaj so tle vilice? Mora biti, ona imela idejo, kako bi morali biti. No in čez nekaj časa je ugotovila, da je res boljš tako, kot je, ker jaz se nisem prepiral. Vsakič znova sem potegnil predal, ven premetal, pa še bolj. Pa kdo je ta glavno kuhni? Kako? Kdo je ta glavno kuhni? Ja. Veste, kaj se je zgodilo potem? Za vse krožnike, piskre, skodelce, pokrove, kaj so une pone, je premislila, ki jih bo imela. Res je premislila, ki jih bo imela, da bo praktično. Brez tega ne bi. Ja. Drugače, veste, res je, če hočete kaj
doseči, morate vedno je stvar v tem, kaj naredite, ne kaj rečete. Recimo, ko moja hčera, ki je bila najstnica, pa ni hotela tako obnašati se, kot bi bilo treba, ne, sem ji vzel, ko je prišla domov, sem šel z omar, ni pospravila v omare stvari. Sem rekel, zdaj ne rabiš nekaj, pošla noter, jaz rabim za orodje v kleti. Ti nori, bom takoj zložila, ker je vedela, da bi to res naredil, zato ker je enkrat žena z vrati takole zaloputne, v redu, jaz primem vrata in jih ne sem v kleti. Prije nazaj, smeje se, ne? Ampak jaz nisem šel takoj polje, veste. Čez nekaj dni rekla, ti boš dal vrata nazaj. Bom. A jih boš zapirala? Bom. Tako na kljuko, mislim. Bom. Ok, menjeno. Nikoli več. 20 let se tega nismo spomnili, nakar lani enkrat svak je bil ravno na obisku, pa sestra, pa veter malo pomaga, silno zaloputne vrata. Da pazi, kaj delaš, če ne bi bilo fotelno odnesel. In sta šele slišala to zgodbo, čeprav za ušino sta vedela, kako sem od omare dol že dejanjem bil odnesel, če ne bi odreagirala. Kaj pa? Stvar je v tem, da res narediš, res moraš biti za zgled. Pa so stvari enostavne, preproste. In za zaključek se vprašamo, so vse modrosti že zapisane. Nekje sem enkrat prebral, da je obstaja 514 vicev, samo osebe se menjajo, te popularne, kdo je zdaj, kdo kaj, kam bolj paše, kaj je bolj hecno. Pa mislim, tale bi bil zdaj sodoben, glede na vse dogajanje v Sloveniji, kliče ameriški, hotel poklicati, bivši predsednik, hoče normalno, da je bil pekli, hoče poklicati v Rusijo, ruski predsednik, in pravi, milijon rublov, prav Hudiček, pa hoče ameriški, pa pravi $1,000,000. Pa naš Drnovšek tuhta, nima milijona, vprašal bom pa vsem, koliko pa jaz bi v Slovenijo vprašal, kako jim gre. Pa prav nič, kako nič, pravi, ja, iz enega pekla v drug peku se šteje za lokalno. Tako je s temi vici, tisto, kar je trenutno popularno, ali pa, če hočeš nekoga nekam potunkati, ali pa kakorkoli že. Ni tako. Nastajajo nove stvari, sveže, ta sistem, po katerem se predvaja, za tiste, gotovo vsi, da veste, to je PowerPoint se reče, stujko, ta program, ki omogoča, da z računalnika tam na gor nastane slika. In pregovor, ki je nastal, ki ni tako star, je, a imaš ta program, imaš PowerPoint, ali imaš res kaj zapovedati. Gre za to, ali imaš pomoč tehnično, imaš računalnik, imaš to, ali imaš res kaj ljudem za sporočiti. Poglejte, kako se je nekoč učilo. Se spomnite, smo še majhne otroke po pesku, s prstki, pa so že risali, pa pisali, pa pomivki, pa je bilo obdobje, ko so imeli tablico, pa kredo, pa so učili. Kako se pa danes učijo otroci pisati? S prstom po tablici, elektronski, pa telefoni, s prstom se gre po tablici. To se pravi, da se ni spremenilo, ampak nove stvari pa so, kako se danes opismenjuje. Tale je eden od novejših, mi je bil tudi zelo všeč. Tako je, če hišiš na zemljih, moraš noter iskati, ne zunaj, torej med zemljepisom si spal. Od srca sem se nasmejal, ko sem naletel na ne. Tale je tudi luškan, kdo veliko govori, veliko ve, ali pa veliko laže. Zdaj, kam pa šemo starši, ki imamo toliko otrokom zapovedati. In vse vemo, Kdaj kaj doložimo, kaj povemo, kar ni res. Poznati tistega, kdo veliko laže, mora imeti zelo dober spomin, ali pa vsakič zamenjati poslušalce. Zdaj, si ne morem prvošati ne enega, ne drugega, ker
tako dobrega spomina menjam, nimam poslušalcev, pa tudi ne moram zamenjati vsakokrat, ne. Mi ne preostane drugega povedati tisto, kar res mislim, pa kar sem dogajalo, pa kar sem občutil. O tem, kako se ponavljamo, sem že spregovoril. Za zaključek, veliko slovenskih pregovorov, pa tudi poslovenjenih, skratka so tako domači, da so res domači, ima dve polovici. Mi pa poznamo samo prvo. Poznate ta prve vaja dela mojstra? Ja, zato mojster dela vaje v tem stilu. Druga, jabolka ne pade daleč od drevesa, se pa potoči in obtovče. To se pravi, če gre predaleč od, ne? Aha, ja, se pa potoči in obtovče. Neumni kmet ima debel krompir, pametni ga ima pa zmeraj. Ja? Tale bo eden za gospe, malo po spominu, malo pa v živo, za nič otrok vmes, pa tudi, če je dovolj zamaskiran. Hvala deva pred nočjo, poznate nadaljevanje? In ne moškega pred jutrom. Jaz sem trdno prepričan, da so mislili na tisti del, ko moški zjutraj vstane in gospe pripravi kavo, čas. Ker takih bi bilo pa res malo. Če to počakaš, to lahko pohvališ, to pa za definitivno za obdržati. Brez tega le pa ne gre, ne? Ga vsi poznamo, vsi ga uporabljamo. Dejstvo je, najprej moraš nekaj narediti. Med najbolj znanimi zgodbami iz tega reka ven je tista gorenska, ki je Janez se jezil na moža, na Boga že 15 let molim, da bi zadev na loteriji, pa neč, a ne, pa le enkrat zagrmi z neba dol, pa kup že enkrat tisto srečko. Nekaj moraš narediti sam. Ker ne piše, da bo namesto tebe kaj naredil. Ja? Ampak bo pomagal. To je nekaj čisto drugega. Tokle sem pripravil za nocoj. Moram še enkrat povedati, kako težko jih je izbrati, ker je tako bogato. Tole pomoč pri vzgoji tudi, še en tak hecna zgodba, mislim, da se je tudi lani povedal, tašča moja, pa sin moj, ki je bil star 4 leta, tam skupaj, pa klepetata, pa začne grmeti in tašča pravi, viš, Boga, ki se krega, pa tam malo pravi, na koga pa? In ker je bil tam malo prej poreden, je rekel, pravi, nate, nisi bil pridni. In vseka čisto blizu, ne, tam malo čisto zelen. In ja, dobro, no, tako je bilo, nisi me več kaj narediti, se ni dan če popravita, ne. Rekel, zdaj pa zmer zasekiral se fant, kadar bo treskal ali kaj, ne, se veste, ne, če si tudi od stroke in ko imaš svoje otroke, to ti čisto nič ne pomaga. Ker vsak otrok na svojih starših trenira. No, in naslednjič spet nevihta, začne grmeti, treskati, buf, tresk in ta malo spet vpraša, mama, kaj ima to? Ja, Boga, ki se krega. Pravi, ja, na koga se pa krega? Prav tašča, name. Jaz danes nisem bila pridna. Pa mene gleda, ne? To pa zato, ker pred 10 sekundami je rekla, pravno mu je rekla Gašporju, kako pa ti danes pridem. In ni mogla. Ampak veste, kasneje se je iz tega razvil pogovor o tem, kaj Gašpor je spraševal, kako ni bila pridna. A tudi odrasli niso pridni. Prvič je v tem sploh tekla beseda, tako da je veliko dobrega naredila moja tašča, žal ni več. Ni mi bilo zmeraj všeč, ker je počela, veste. Zato je imela moža. Ta ste pa še, na srečo. Takole, zdaj pa res najlepša hvala za pozornost.